odkje ta želja po preskoku v Web3? Kdaj si v bistvu prvič se srečal s kriptovalutami? Ja, v bistvu ta moj prestop v NiceHash, pa takrat sploh še ni se govoril o Web3, ta kratica je bolj zdaj recimo v zadnjem Ja. letu, dveh ratala mainstream. S kriptom sem se srečal že dost prej, že v času študija. Tako da v bistvu še preden sem karkoli začel profesionalno delati. Tudi malo zaradi tega, ker je Bitstamp nastal v Sloveniji in smo zelo hitro Slovenci prišli na zemljevid kripta, tudi zaradi tega. In bil sem na prvem Bitcoin srečanju Kyberpipi takrat še, kjer sta Nejc Skodrič pa Damjan predstavljala ta svoj hobi projekt takrat še, ki je potem prerasel v, vemo, zelo uspešno slovensko zgodbo podjetniško. Tako da to je bilo, jaz sem prvič za Bitcoin slišal nekje 2010, mislim, da ta meetup je bil nekje 2011, takrat je pa tudi Bitstamp nastal. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja, njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes eden zelo posebnih posameznikov in lahko rečemo, je tudi eden izmed pionirjev na področju novih tehnologij. Lepo pozdravljen, Andrej. Hej, živa, Mark. Zdaj, preden greva pa pokukava v tvoje zelo bogate izkušnje pa izjemne dosežke, bi te jaz rad našim poslušalcem predstavil, tako da bojo sploh vedeli, kdo si, kaj počneš, zakaj pravim, da si inovator, pa zame zelo zanimiva oseba. Zdaj, si zelo izkušen CMO, se pravi direktor marketinga, blockchain strokovnjak in pa tudi predavatelj. Zelo močan si na področju Bitcoina, DeFi-jev, NFT sektorja, o katerem si v bistvu že zelo dejaven zadnjih par let in delaš res izjemne stvari. Več kot 10 let si vpet v high-tech industrijo. Zase praviš, da si zelo fokusiran na produktno orientirane ekipe in pa kulture, se pravi to, da vzpostaviš, da so te kulture in pa ekipe žive in pa močne, in pa zelo rad temeljiš na analitike, se pravi KPI, številkah, stalnemu testiranju, izboljševanju produkta, glede na feedback uporabnikov in tako naprej. Zdaj, med drugim si tudi ustanovitelj portala Astra.si, ki ima več kot 2500 brezplačnih video vsebin in to je že od leta 2013, kjer mladim pomagaš pri učenju matematike. Jaz sem si danes tudi par videov pogledal, tako da ful dobro. Kaj je nasprotni ulomke, evo, samo sem živ. Zdaj, profesionalno, kot sem že prej povedal, se ukvarjaš z marketingom in zelo posebej sploh z marketingom v blockchainu. V preteklih letih si vodil marketinške oddelke in pa ekipe v uspešnih slovenskih podjetjih, kot so EKVB, ki ga vsi poznamo, NiceHash, ki ga tudi vsi poznamo. Deluješ tudi kot svetovalec podjetjem v kripto in NFT industriji. Si tudi član, verjetno vsi poznamo podcasta Dialog, kjer s Klemnom Selakovičem pa Janijem Pravdičem razpravljate o različnih področjih življenja. Trenutno si pa CMO pri podjetju oziroma projektu NFTFi, ki je pa tudi v bistvu vodilni liquidity protokol za NFT, kar je spet neka zelo zanimiva dinamika, ki jo boš malo razložil. Tako da evo, preden začneva, jaz zmeraj malo podražim moje izjemne goste. Če bi bila midva v gimnaziji za šolce, si že bo takrat tako ustvarjalen, inovativen, ti je bila matematika všeč, si hotel pomagati. Koliko sem bil inovativen, še sem hodil na športno gimnazijo v Šiški v Ljubljani in takrat je moj fokus bil šport. Tako da ne bi mogel reči, da sem imel neke podjetniške ambicije takrat. Mogoče proti koncu srednje šole se je to malo bolj izoblikovalo, ko sem se nekako odločil, da ne bom nadaljeval športne kariere. Pa tudi matematike nisem preveč maral takrat. Zdaj mi povej, prva taka večja ideja, oziroma ki je ratala zelo uspešna, je Astra.si, kjer vsako leto te vsi gimnazijski oziroma gimnazijci pa srednješolci te po mojem nosijo po rokah, pa si za njih res ena velika pomoč. Kako si prišel do ideje, kakšni so cilji?
Hej, mislim, sej, to zgodbo sem jaz že velikokrat povedal. Zelo preprosto. Jaz sem v tistem času, ne, ja, to je zdaj že dobrih 10 let nazaj, ko sem bil še na faksu, se je mal ta e-learning oziroma e-izobraževanje prav zaradi interneta, ne pa razvoja YouTuba recimo, se je to malo začelo širiti in tudi pri nas so ratali dostopni zaradi YouTuba seveda, te posnetki predavanj iz, ne vem, Stanforda, MIT-ja in tako naprej. In mene je to zelo navdušilo in nekako nekako sem hotel se sam preizkusiti tudi v izdelavi nekih teh vsebin. In to na začetku je bil bolj nek hec oziroma neko eksperimentiranje z izdelavo vsebin. Bolj sem jaz sledil nekem tem svojem kreativnem duhu. Pol je pa to prerastel v malo bolj resno stvar, ko sem se odločil, da bom pokril to osnovnošolsko pa srednješolsko matematiko in ja, tako kot si rekel, pol je toliko teh 1000 videov nastalo in to danes je online, je objavljeno in saj ta matematika se vsem toliko ne spreminja, ne, da bi bilo treba zdaj to skozi nekaj posodabljati, kot se recimo marketing. Tako da ja, to res se mi zdi, da kar pomaga velik slovenskim srednješolcem. Pa je tukaj še veliko novega kontenta, ki ga imaš namen pripraviti oziroma ga pripravljaš pa posodabljaš? Niti ne, niti ne. Sicer jaz imam zelo veliko željo, da bi tudi pokril predmet fizike, ampak ja, zaradi vseh stvari, s katerimi se ukvarjam, zato nimam časa. Mogoče na stara leta, če ne bo že vse AI to takrat počel. The best. Deva se dotakniti, če potem si prevzel eno večjih vlog v podjetju EKVB, kjer si postavil marketing, vodil ekipe, potem se pa začenja v bistvu tvoja pot v blockchainu, oziroma bom rekel, tam prve položaje dobil v NiceHashu in tako naprej. Ja. Daj mi povej, odkje ta želja po preskoku v Web3, kdaj si v bistvu prvič se srečal s kriptovalutami? Ja, sej v bistvu ta moj prestop v NiceHash, pa takrat sploh še ni se govoril o Web3, ta kratica je bolj zdaj recimo v zadnjem letu, dveh ratala mainstream. S kriptom sem se srečal že dosti prej, že v času študija. Tako da v bistvu še preden sem karkoli začel profesionalno delati. Tudi malo zaradi tega, ker je Bitstamp nastal v Sloveniji in smo zelo hitro Slovenci prišli na zemljevid kripta, tudi zaradi tega. In bil sem na prvem Bitcoin srečanju v Kyberpipi takrat še, kjer sta Nejc Kodrič pa Damjan predstavljala ta svoj hobi projekt takrat še, ki je potem prerasel v, vemo, zelo uspešno slovensko zgodbo podjetniško. Tako da to je bilo, jaz sem prvič za Bitcoin slišal nekje 2010, mislim, da ta meetup je bil nekje 2011, takrat je pa tudi Bitstamp nastal. Tako da ja, v bistvu že iz samih začetkov, to je že več kot 10 let, 12, 13 let. Kako pa potem ta prehod v NiceHash, pa potem Paralink, pa Nifty? NiceHash to je kar zanimiva zgodba. V bistvu takrat je NiceHash imel neke načrte, da bi naredili minerja, se pravi računalnik, s katerim bi podprli kriptovalute, ki temeljijo na proof of work konsenzu. In so v bistvu pristopili do EKVB-ja z nekim zanimanjem, povpraševanjem po vodnem hlajenju tega minerja. Tako sta se te dve podjetji nekako srečali in takrat sem tudi jaz odkril NiceHash in se mi je zdela zelo zanimiva stvar in je pol splet okoliščin je potem poskrbel, da sem jaz potem pristopil v NiceHash. The best. In zdaj ostajaš v tej sferi, zdaj si CMO pri NFT-faju, pa zelo zanimivem, bom rekel, liquidity protokolu za NFT-je. Da nam razloži, kaj to sploh pomeni, kaj počnete?
Ja, sej ideja je zelo preprosta, a ne. Se pravi, če imaš ti nek NFT, lahko ta NFT uporabiš kot zavarovanje za posojilo. Ampak to posojilo ne dobiš od nas, ne? Mi nismo banka, mi smo protokol in protokol se imenuje peer-to-peer protokol, kar pomeni, da mora seveda na drugi strani biti nekdo, ki je posojilodajalec. Se pravi, če smo mi posojilojemalci, a ne, zdaj zastavimo svoj NFT in na drugi strani nam te posojilodajalci dajo ponudbe za posojilo in če nam ponudba ustreza, jo sprejmemo in v bistvu ta naš protokol omogoča, da se to vse na blockchainu izvede, a ne. Se pravi, to je, kot da greš ti na banko, pa daš neko hipoteko za kredit, a ne. Samo da tukaj so to bolj taka krajša posojila, ne vem, povprečje pri nas je 31 dni, ljudje pač to vzamejo, ker ali špekulirajo, ne, se pravi, da kupujejo druge NFT-je, jih prodajajo, pa pol tukaj delajo profit, ali pa recimo špekulirajo z valutnim nihanjem, a ne. In veš, problem pri NFT-jih je, a ne, da so načeloma nelikvidni, oziroma ker so del, imajo nek ta umetniški pridih, a ne, mislim pridih tega te art scene in vemo, področje umetnosti, ne, tudi z finančnega vidika, umetnine so načeloma zelo nelikvidne in se tudi v tem tradicionalnem art svetu je tako, da se velikokrat uporabljajo kot zavarovanje za posojilo, a ne, se pravi, ti ne prodaš neke umetnine, ampak jo samo uporabiš za zavarovanje. Se pravi, če ti ne vrneš posojila, a ne, posojilodajalec dobi ta collateral oziroma to stvar. In pri nas isto deluje, ne, se pravi, če midva zdaj vzameva na Niftyfyu posojilo, bova pač zastavila nek NFT in če ob dospetju, a ne, se pravi, ko se konča doba posojila, če midva vrneva to posojilo, bova dobila ta collateral oziroma ta asset, ta NFT nazaj. Če pa ne bova vrnila posojila, bo pa tisti, ki nama je posodil, dobil to v svoj wallet. In to se vse zgodi na blockchainu, to se zgodi vse avtomatsko, a ne. Se pravi, ni tukaj nobenih posrednikov. In tako, se pravi, prenašamo neke te čist klasične finančne koncepte v Web3 svet, tako. Dajva se malo dotakniti, to me je zmeraj blazno fasciniralo, in sicer prvič, kaj je pomembno, ko si postavljaš ti marketing ekipe? Rekel si, da si zelo fokusiran na razne KPI-je, analitiko, user feedback in da rad skozi izboljšuješ procese. Tako da kakšne lastnosti oziroma kaj ti je pomembno, ko sestavljaš? Mislim, glej, itak na začetku je pomembno, da jaz dobro poznam produkt, a ne, da jaz vem, zakaj se gre. In tako sem si tudi do zdaj v preteklosti, v moji karieri tudi zbiral neka okolja, a ne. Vem, da recimo na začetku čisto na začetku svoje kariere, recimo sem delal v eni marketinški agenciji in tam nikoli nisem mogel iti v globino, a ne. Tam v marketinški agenciji imaš neke kliente, imaš neke stranke, ki niso nujno iz iste industrije, a ne, so mogoče iz večjih industrij, različnih niš. In sem hitro ugotovil, da jaz ne morem tako delati, a ne, da jaz rabim neko globino, rabim se nečemu res posvetiti, da raziščem, da razumem, kaj je sploh problem, kaj ga ta storitev ali pa produkt rešuje, kakšne so te persone, a ne, uporabnikov, kakšen je ta trg, kakšna je industrija. Se pravi, jaz recimo sem tak marketingaš, a ne. Ja, in potem, a ne, ko jaz probam doseči neko globoko razumevanje pa neke uvide, ne, pa enostavno vidim, kje mi zdaj fali, a ne, kaj zdaj potrebujemo. Ne vem, če je to industrija, kjer, ne vem, imaš spletno trgovino, a ne, pol je pomembna predstavitev teh izdelkov, a ne, potem, ne vem, moraš imeti neko ekipo dizajnerjev, se pravi ljudje, ki bojo znali zelo dobre vsebine narediti, a ne. Pol, ne vem, če je velikokrat na moji poti, ker sem bil pač v takih
podjetjih s takimi produkti pa storitvami je recimo content marketing, ne, vsebinski marketing je bil zelo pomemben. In potem pač sem naredil nek tak plan in sem potem iskal ljudi, ki jih tudi to zanima, ki bi tudi radi nekaj ustvarjali. In tako, to je nek tak čist, kako bi rekel, zelo pragmatičen pristop. Se pravi, okrog sebe si skušam nabrati nekaj ljudi, ki imajo neka komplementarna znanja, mogoče nekaj, kar jaz sicer tako, ne, jaz sem v svoji karieri zelo veliko teh področij marketinških pokrival, sem nekakšen generalist. Znam podjetje, kot je zdaj Niftify, ki imamo zelo majhno, praktično skoraj ne moremo govoriti o ekipi, ne. Imamo samo recimo mene pa še dva posameznika, a veš, si deklica za vse, a ne, ti, ne vem, delaš banerje, delaš videe, pišeš PR objave, tvite, delaš plane, ne, se pogovarjaš z nekimi ostalimi stakeholderji. In potem, ko ekipa raste, ne, iščem pač člane ekipe, ki prinesejo pa neko še večjo ekspertizo glede na potrebe, a ne pa glede na marketinški pristop pa strategijo, ki jo imamo recimo v tistem času ali pa v tisti situaciji. Daj mi povej, ful hvala za obrazložitev. Daj mi povej, jaz sem tudi nekaj izkušenj imel z kripto pa blockchainom. In sicer me zanima, kako ti gledaš na ta svet marketinga če zdaj rečemo Web 2, pa ta svet marketinga v blockchainu oziroma v kripto svetu. A sta si kaj podobna, a sta si čisto različna, a je kakšen bolj naraven, a je, ne vem, da nam malo predstav, ker imaš ti v bistvu znanje iz obeh področij. Mislim, tako, ne, koncepti marketinga so enaki v obeh. Mislim, povsod je pomembno, da razumemo, a se rešuje nek problem, ne, ki se v Web3 ponavadi bolj izumlja te probleme, ne, se pravi, ti prideš z neko rešitvijo, ne, po resnici sploh ne veš, a problem za to rešitev obstaja. Saj to je itak že nasploh je v startup svetu, a ne, se pravi, to, da kar vsak zdaj naredi neko podjetje pa dobi investicijo, je v zadnjih 10 letih itak ratala že skoraj neka modna muha, a ne. In v Web3 je podobno, ne, se pravi, sploh zato, ker je Ethereum s tem, da lahko vsak naredi žeton, je v bistvu poskrbel, da se ta denar kar lahko printa iz nič, ne. In na to so tudi te VC investitorji skočili, ne, in nekateri skladi praktično so Web3 only, ne, se pravi, so čist na to fokusirani. In velikrat tudi tem VC-jem je čisto vseeno, ne, kakšen je sploh projekt, a ta projekt sploh bo okej, važen jim je samo tisti token launch, ne, oziroma izdaja tega žetona in potem, ker so oni bili prej, ker so oni po neki nižji ceni investirali v ta žeton, potem se reče dampajo, a ne, na retail oziroma na te ostale uporabnike, ki pa mislijo, da nekaj bo iz tega projekta. Tako da to recimo je ena taka ful slaba stran te Web3 industrije, a ne. Zato sem se tudi jaz nekaj časa mogel truditi, a ne, da sem v bistvu našel pa res neko sredino oziroma neko ekipo pa projekt, ki ima neko realno vrednost, nek traction, ne, nek product market fit, ne, ki je tako zelo taka popularna, zelo popularen termin v marketingu. Tako da, če ti čisto na splošno odgovorim, koncepti so isti, a ne, se pravi, vedno probamo ugotoviti, kako oziroma a sploh rešujemo zdaj mi nek realen problem, pa ugotoviti, a ne, kdo ima ta problem, kje se te osebe, segmenti nahajajo na trgu, ne, kdo so naši konkurentje. Tako, to je vse isto, ne. Kar je razlika mogoče, so pa recimo pristopi ali pa tako, mogoče največja razlika je v tem community managementu, a ne, oziroma na to se res daje veliko poudarka, ne, se pravi, da mi probamo ustvariti neko okolje, kjer se te uporabniki zbirajo, a ne, da se oni med sabo ful pogovarjajo, da probaš ustvariti neko okolje za njih, da se oni med sabo nekako
da pride do nekih teh network efektov, a ne. To je zdaj tudi, se mi zdi, da vsi probajo o tem govoriti, ne. Se pravi, kako narediti nek produkt oziroma storitev, ki bo imela se ne vem, a imamo sploh kakšen slovenski prevod, učinke, mrežne učinke ali neke učinke mreženja, a ne. Se pravi, da vsak dodaten uporabnik, ki pride in uporablja to tvojo storitev ali pa produkt, naredi, to bolj vredno za vse ostale obstoječe uporabnike, a ne. Ne vem, recimo, Instagram, ne, vsak dodatni uporabnik, ki nekaj, a veš, objavlja storije, nalaga slike, lahko naredi to bolj kvalitetno za vse obstoječe uporabnike, ne. To je neka hitra razlaga teh network efektov. In to skušamo narediti tudi mi, ne. Tako da je zelo veliko paralel, no. Ta velika razlika je pa res ta community management, community marketing. Ravno to sem hotel še malo vprašati, in sicer, kar sem jaz opazil, je, da absolutno kanali, ki prevladujejo, so Telegram, Twitter, Discord, mogoče tudi pa lahko še kakšen medium in tako naprej. Pa me zanima, kako si pa ti uspel, ker ena izmed težjih stvari sploh v blockchainu je zbuildati community, ki je zvest. Vsi vemo, da recimo Cardano je lep primer communityja, ki je izredno močen. Ne glede na to, je projekt že dosegel kaj, pa realiziral kakšne stvari, ki so jih, ampak vseeno imajo tako močen community, da dejansko res držijo projekt zelo močno v mnenju. Pa me zanima, kako, a si ugotovil kakšno skrivno formulo, a je sam repeticija čim več kontenta? Skrivna formula je, da obstaja nek product market fit, a ne. Da ni samo, mislim, sploh v Web3, da ni samo govora o nekem žetonu, pa nekih obljubah, pa kaj to vse bo, a ne. Ampak da ti imaš res dejansko nekaj, kar ljudje uporabljajo, ne. Saj tako, a veš, toliko velikokrat tako filozofiramo o teh stvareh, pa se nekaj pogovarjamo, ampak to je čisto zdrava kmečka pamet, a ne. Se pravi, če ti nekaj narediš, če ti nekaj ustvariš, pa karkoli delaš, a ne, tudi če, ne vem, si tamle na ulici eno stojnico postaviš, če boš ti nekaj ustvaril, kar bojo drugi ljudje v tem videli vrednost, a ne, potem boš okrog tega lahko zgradil pač neko podjetje, ne. Pa je samo vprašanje, ali lahko to delaš profitabilno ali ne. In moja, ne vem, niti ne skrivnost, ampak moj način operiranja, pa to, da jaz lahko sploh marketing delam, je vedno bila osnova to, da obstaja realen produkt ali pa storitev, ki nosi neko vrednost, a ne. Tako da recimo marketingarjem, a ne, vedno svetujem, probi razumeti, a ima produkt ali pa storitev neko realno vrednost. Se pravi, a obstaja nekdo, ki je za to pripravljen plačati oziroma, a ne, to uporabljati. In potem vse ostalo, a ne, je samo ugotavljanje, a ne, ja, kateri so pomembni kanali, kako doseči te ljudi, se pravi, oblikovanje nekega tega prodajnega lijaka in potem razumeti, kakšna je ta, ne vem, nakupni proces, nakupna pot, adoption, a ne, cycle, za neko storitev. Tako da, to. The best. Daj mi povej, zmeraj vprašam, in sicer, tako kot te poslušam, vidim, da imaš res ogromno strast pa veliko znanja. A si imel kdaj v karieri tisti, Američani temu pravijo, da aha moment, ki si pa rekel, jaz pa hočem biti v marketingu, jaz pa hočem delati take stvari, hočem biti na robu inovacij, delati s tehnološkimi podjetji? Veš kaj, v bistvu ne vem, če se je kdo to kdaj res zgodil, vsaj tako ne morem ene točne zastavice, a ne, postaviti nekje. Mogoče pomembno je bilo takrat, ko sem jaz začel na EKVB delati, da sem tako začutil, da sem se res znašel v enem okolju, kjer nisem imel občutka, da sem v službi, a ne. Zato, ker sem, a veš, jaz sem bil tako v mladosti tudi, pa jaz sem bil geek gamer, ne, in sem se nekako okrog teh gamerskih računalnikov gibal, seveda, to so bili moji hobiji, in potem sem prišel v firmo, ki je delala izdelke za
geeke, a ne za gamerje. In to je bil nekako mogoče taka ugotovitev, a ne, da najlažje je v bistvu pol delati nekaj, če te to dejansko tudi res zanima, a ne. Ampak pol druga stvar je pa, da pol kdaj velja tudi ta reka, ne, don't let your vacation become your vocation, kar pomeni, ne dovoli, da tisto, kar je tvoj dopust, postane vir tvojega zaslužka. Ker recimo, ja, pol, ko sem jaz delal to kot tema, ne, si pa to kot to opet, da ta tvoj hobi postane služba in se potem, da se sprostiš od dela, ne moreš več s svojim hobijem ukvarjati, ne, zato ker si še vedno pol v službi. Tako da to so pa pol neke druge plati, o katerih se pa ponavadi ne govori, a ne. Tako da to je nekako moje mišljenje okrog tega. Daj mi povej, ti si mnogim za vzgled, pa sploh s spletnim portalom astra.si, si mnogim tudi rešitelj, pa jim pomagaš. Pa me zanima, si imel ti tudi na svoji poti kakšnega mentorja ali pa osebo, ki te je, ne vem, spoznal že zelo zgodaj s kakšno tehnologijo ali pa te danes mogoče ti pomaga, ki ti je, ne vem, ker rabiš kakšen nasvet? Nekako bi mogoče dve osebi bi izpostavil. Na faksu sem imel zelo dobrega profesorja za podjetništvo, Roka Stritarja. On je ustanovitelj te trgovske verige, no, se zdaj že več teh trgovin, ki buba. Ta trgovina s to pohodniško opremo, gorniško. Tako da on mi je nekako prva taka oseba, veš, ko sem jaz, veš, recimo jaz nisem iz neke podjetniške družine, a ne, ali pa iz enega takega okolja, in če ti nisi videl tega, ne, v mladosti ali pa v neki fazi odraščanja, ne veš, ne, pač tako, kot če nisi sin profesionalnega športnika, ne veš, kakšna odrekanja so potrebna, ne. In on mi je bil nekako prva taka oseba, ki je tudi imel svoje podjetje, ne, da je to res mi približal nekako, ne. Zelo velik, jaz sem ful srkal takrat vse te njegove, ne vem, nauke ali pa neke nasvete, ne. In zelo dobra katedra je bila takrat za podjetništvo na ekonomski fakulteti. So bili zelo dobri tudi ti asistenti. Tako res, tisto je bilo fantastično. Potem pa verjetno najpomembnejša oseba pa na moji karieri pol je bil pa Mark Tanko, ki je pa bil direktor EKVB-ja takrat, ko sem jaz prišel. Čakaj samo. In mi je nekako je bil pa v tem profesionalnem, na moji profesionalni, a ne, poti mi je pa dal veliko znanja, izkušenj, nekako poskrbel, da sem se jaz začel razvijati v smer, v katero sem se pol razvijal, ne. Dajva se še ene stvari dotakniti, ki mi je tudi zelo fascinantne, in sicer Web3 podjetja so se zelo, bom rekel, začela pomikati v fully remote okolja, ne. Tako da veliko podjetij, ki jih jaz poznam, so dejansko praktično 100% remote, nimajo sploh officev. Tudi mi. Tudi vi, pa me zanima tvoj pogled, glede na to, da si prišel iz klasičnega okolja, zdaj si zelo močen v Web2 in si kar nekaj časa že tam, a ti je težko to, a si se lahko prilagodil, kako gledaš na to? Mislim, so prednosti in slabosti, ne. Prednost je sigurno to, da imaš mir, ne, sploh če tako, recimo, če delaš doma. Pač vsako neko to pisarniško okolje ima neke distrakcije in delati nek deep work, ne, je neko poglobljeno delo, je ponavadi bolj, je večji izziv, ne. Smo pa ljudje socialno oziroma družabna bitja in velikokrat je pa okolje, v katerem, a ne, ti lahko tako face to face neke ideje predeluješ, se mi pa zdi, da ta
tehnologija, ne, da imamo mi skozi neke kole, klice in se samo tako prek monitorjev vidimo. Pa mislim, da še nismo, no, da ni še tehnologija tam, da bi res ta nek, a veš tako, ko se zberejo ljudje v istem prostoru, a ne, in Ja. recimo, ne vem, brainstormajo na eni stvari. Čeprav mi imamo spletno orodje, a ne, ki to nekako probajo nadomestiti, se mi zdi, da to še vedno ni tam, a ne. Potem je pa seveda tudi problem ločevanja tega časa, a ne, ko ti poglobljeno delaš, ne, pa ko ne delaš, se pravi, da si skozi dostopen in marketing, sploh v kripto, ne, industriji, nekako se toliko dogaja skozi, da moraš res zavestno si postavljati neke meje, pa reči, ok, zdaj pa ne bom gledal, a ne, Twitterja, pa Discorda, pa vse, ker je res toliko teh kanalov, da enostavno lahko pregoriš, ne, če tega zavestno nekako ne balansiraš. Kako pa se ti recimo izklopiš ali pa kaj so tvoji hobiji za stres, glede na to, da smo v svetu, kjer si skozi pet, pa imaš pa še Slack po drugi strani, ki je pa Ja. tudi tvoj najboljši prijatelj. Ja, jaz sem s tem kar imel veliko težav in sem mogel čez ene par teh ciklov. Ja, zdaj imam zelo tako, no, da pač od neke ure do neke ure nisem na napravi, ne, oziroma so te notifikationi izklopljeni. Probam res zapirati to, ne. Se pravi, da so te notifikationi, da me ne motijo takrat, ko me ne smejo. Moraš pa tukaj, mora po moje vsak pri sebi se zmeniti, a ne, sam s sabo, koliko bo to dosledno upošteval, ker najlažje je odpreti, a ne, email, pa odpreti Slack, pa samo pogledati, ne, in potem hitro spet padeš noter, ne. A veš, ker marketing, naloga marketinga v resnici so nove ideje, inovativnost, novi pristopi, testiranje nekih drugačnih idej, sporočil, ne vem, vsega tega komuniciranja, ne. In kreativen pa si ponavadi takrat, ko neko drugo stvar delaš, a ne. Ne vem, ko greš, a veš, na sprehod, a ne, pride neka ideja. To, kako ideje prihajajo, je pri vsakemu posamezniku je to zelo individualna stvar, ne. In a veš, če ti skozi samo pač sediš pred računalnikom, to tvoje telo je mogoče v položaju, v katerem novih idej ne bo in ne boš ti mogel, sploh če delaš v marketingu, ne boš mogel svojega dela dobro upravljati. Zato je pomembno, da to zdaj res tako zelo ozko specifično za marketingaše govorim. Če hočeš biti ta, ne, z novimi idejami, inovativen in tako naprej, moraš kdaj tudi od tega iti stran in te ideje poiskati v drugih področjih, a ne. Ne vem, ko bereš neko knjigo, ko, ne vem, gledaš nek film, ko gledaš neko se pravi, ko počneš nekaj drugega, a ne, ko se družiš s prijatelji, ne vem, ko se družiš z ljudmi z drugih industrij, a ne, pa probaš pol neke povezave delati. Ampak ja, to sigurno je challenging in tudi jaz sem v svoji karieri imel dosti teh, kako sem rekel, ciklov, kjer sem se kdaj zaciklil in sem pač preveč eno stvar delal in pol enostavno, ne vem, tudi naveličaš se, ne. Ja. Ne vidiš več, pa sploh več pozabiš, zakaj sploh nekaj delaš, ne. Poznam zelo dobro, ja. Daj mi povej še, in sicer glede na to, da sva na podcastu Beyond Leadership, zmeraj te vprašam glede stila vodenja, oziroma še bolj konkretno, ko si začenil pomembnejše funkcije, je s tem rasla tudi v bistvu tvoja na nek način moč, tvoj vpliv. Pa kako se je potem, kako bi ti rekel, da se je tvoj ta stil vodenja od teh prvih položajev pa do danes spremenil, ko imaš ekipe, ko si sestavljal ekipe, ko si vodil ekipe?
Um, v bistvu na začetku, sem se jaz ful ukvarjal s tem, s teorijo, a ne. Se pravi, me je to zelo zanimalo, sem hotel tako vse vedeti. In pa sem enkrat bil na enem seminarju od pokojnega Tonija Majhna, kjer je vprašal, bil je nek seminar o leadershipu, kaj je razlika med managementom in leadershipom, a ne. In potem smo tam ugibali, ne, in nekako probali te teoretske koncepte povedati, ne. In ne spomnim se, a je kdo zelo tako blizu prišel, ampak to si bom zavedno zapomnil, ne. Zelo enostavna razlika je, ne. Management je skrb za procese, leadership je skrb za ljudi. In ni dobrega vodje, dobrega liderja, če mu ni mar za ljudi, a ne. Tako da takrat, ne, to je bilo nekje, zdaj že koliko je, ne, 5 let nazaj, 5-6 let nazaj, takrat sem v bistvu malo to teorijo, ne, postavil na polico in sem rekel, jaz se bom samo pač ukvarjal, bom tako res ta svoj leadership pristop bom na ta način probal manifestirati, ne. Enostavno, da me zanima, kaj se z ljudmi okrog mene dogaja in kaj razmišljajo in ne vem, kaj so njihove želje, kaj so njihovi strahovi, kaj so njihovi kaj so neke njihove ambicije, ne. In to se je izkazalo za zelo dober pristop. A veš, na koncu prideš do tega, da smo vsi zelo podobni, ne, in to, da sem jaz, ne vem, na neki poziciji zdaj v nekem podjetju, to je neka imaginarna stvar, a ne. A veš, to ni neki, da bi jaz rekel, jaz sem pa zdaj, ne vem, na neki gori, ti si pa tamle dol, pa jaz nate gledam, ne. Mi smo vsi v bistvu, ne, mi vsi pridemo v neko zdaj delovno okolje, v katerem probamo po svojih zmožnostih, a ne, zasledovati neke skupne cilje. In velikokrat vidim, ne, v okoljih teh delovnih, ne, se pravi v podjetjih, organizacijah, je problem, ker se ne ve, kaj so skupni cilji, a ne. In potem tudi tisti, ki je zdaj v neki poziciji vodje, ne, niti ne ve, zakaj bi motiviral, a ne, če niso te neki skupni cilji postavljeni. Tako da to pa je pol spet neka teorija, ki pa deluje, a ne, pa jo verjetno tisti tudi, ki jih zanima ta tema, ne vem, pa poslušajo ta podcast, so z njo seznanjeni, ne. Vsaka organizacija ali pa skupina ljudi se lahko premika v isto smer, če ve, kam se hoče premakniti, a ne. Zato, ne vem, smo oblikovali državo, smo oblikovali mesto, podjetje, ne, se pač združujemo v neke te družbene entitete, ker imamo nek skupen cilj, ne. Včasih je bil to, ne vem, skupni sovražnik, ne. Ne vem, danes ne vem, kaj pač ni, ali je ali ni skupni sovražnik, se pravi, je recimo, je neko udejstvovanje na trgu, ne. Se pravi, itak podjetništvo je vojna z miroljubnimi sredstvi, ne. Tako da vsi pač pol prinesemo neka miroljubna sredstva na mizo in tekmujemo med sabo, ne. In ja, moj način, ne vem, kako bi ga opisal, ima kakšno ime, je enostavno premikati se z enako mislečimi posamezniki v isto smer, dajmo tako reči. Ful dobro, the best. Kaj me še zanima, ena izmed zelo lepih stvari, ki mislim, da je blazno popularna, pa tudi zaželjena, pa tudi potrebna, je
podcast dialog, ki ga delate s Klemnom in pa Janjem in je res, moram reči, da vas je užitek poslušati. Kako ste do tega prišli? Res, mislim, super, super. Kako smo do tega prišli? Klemen je začel z idejo najprej, ne, se pravi s temi individualnimi pogovori. Potem je pa enkrat nama z Janjem napisal, razmišljam o eni drugačni obliki podcasta, ne, kjer bi mi se dobili in bi se pogovarjali. Ne. Je rekel, to je nekako popularno, vidim v tujini, a bi vidva to probala z mano. Ne. Jaz sem bil za, Jan je bil za in enkrat smo se dobili in posneli epizodo in ostalo je zgodovina, kot pravijo. Ne. Tako da ja, dobimo se občasno, načeloma enkrat na mesec. Se tisti, ki gledajo, poznajo. Ne. Ali je tako malo, to je improvizacija v bistvu, nestrukturiran pogovor treh kolegov. Včasih so vprašanja publike, pa pol malo na to pametujemo, ne. Drugače pa to čist res taka sproščujoča pogovorna aktivnost. Ne, the best, res, ful vas je lepo poslušati. Ravno ta komponenta sproščenosti pa nepripravljenega scenarija se mi zdi zelo, zelo dobro. Ja. Veš, kaj me še zanima, kako pa ti gledaš? Zdaj ti si v NFT svetu, imaš ogromen izkušenj pa znanja, zdaj pa prihaja nek nov ta segment, po slovensko jim rečemo ordinali, ki so v bistvu kot neki NFT-ji na Bitcoinu. Kako gledaš na to? Če sem čisto iskren, sem to zelo bežno, sem se s tem zelo bežno seznanil. Kakor vem, se lahko s pomočjo nekega softvera zdaj tem satošijem, to so najmanjše enote Bitcoina, se pravi, en Bitcoin je 100 milijonov satošijev. Se pravi, vsem tem satošijem se lahko na blockchainu pripiše neke vrednosti. In to so lahko slike, pač whatever. In to je bil zdajle mogoče 2 tedna nazaj, 3 tedne nazaj, je to nekako se pojavila, in cel Twitter je o tem govoril, pa se mi zdi, da je zdaj to malo poniknilo. Ampak ja, očitno je to zdaj neka nova možnost. Zelo znana je ta kolekcija CryptoPunkov, ki je sicer na Ethereumu originalno, in so potem mintali, oziroma so nekako to skopirali tudi na teh ordinalsih, oziroma ne vem, kaj je to slovenski prevod za to. In pa se je folk norca delal, da to so pa zdaj neki ponaredki na Bitcoinu. Tako, jaz Bitcoin bolj vidim kot nek hranilec vrednosti, neko digitalno zlato. Mislim, da ne rabimo nekih dodatnih funkcij si izmišljati tukaj, se pravi, ne rabimo iskati rešitev, ki nima problema, oziroma če hočeš imeti, mislim, zdaj, če hočeš res ta art nekako imeti spravljen na blockchainu, mogoče je lahko Ethereum dobro za to, mislim, če pa ima nekdo željo, da je to Bitcoin, jaz nekako do teh digitalnih dobrin oziroma digitalne umetnosti nimam take afinitete, a veš, če nekdo naredi neko, zdaj tudi ta art v NFT-jih ponavadi sploh ni dober art. Mislim, je neki kolekciji, predvsem iz Artblocksa, je meni zelo lepih, ampak a veš, če je meni neka stvar lepa, pa si jo jaz hočem dati na zid, jaz ne rabim imeti tega NFT-ja, tako da gre tukaj bolj za to, a je to tebi res pomembno. In enim ljudem je ful pomembno, tako kot je enim ljudem pomembno, da imajo, ne vem, original, neko umetniško delo, in v tem vidijo zelo veliko vrednosti. Meni pač za to čisto pravic povedan dol visi, jaz vrednost vidim v drugih aspektih v življenju.
Deva se malo še dotakniti, in sicer me zanima tvoj pogled na slovenski blockchain oziroma kripto ekosistem. Zdaj, pri nas je bilo Mhm, zelo lepo število projektov, sploh mislim, da je bilo 2017, da smo nekje 50 milijonov dolarjev zbrali, če se ne motim. Ampak vseeno imamo kar nekaj močnih projektov, ki so tudi, bom rekel, svetovno znani, kar nekaj layer one-ov, ki se pri nas, ki se razvijajo, kjer so dev ekipe v bistvu locirane v Sloveniji. Pa me mhm. zanima, overall, kako ti gledaš na slovenski ekosistem? Um, ja, lej, mislim, itak je to je pač kriptosfera, dajmo reči, a ne. Um, in veliko zaslug, spet se bom vrnil na začetek, ima Bitstamp, a ne, da je sploh, a veš, kripto nekako v Sloveniji postala neka tema. In ja, pač to je resna industrija, v kateri so zdaj določeni posamezniki najdli svojo kariero. Nekateri so hoteli narediti podjetja, nekateri so samo hoteli zaslužiti, nekateri so hoteli samo poskemati. Tako da mislim, da je čist normalno, tako kot za vsako neko novo industrijo, ne, ki pride. Dobro, kripto je še posebej, ker ima finančne aspekte. A ne, a veš, če je prišla, ne vem, ko je prišel internet v Slovenijo, ne, zdaj je imel kdo željo s tem. Takrat je bila želja dati ljudem priključek internetni, ne, pa pač bojo pol oni pač delali, kar bojo hoteli z internetom. Ja, Zdaj pri kriptu, ne, je bila ta izdaja žetonov, ne, pa eni so imeli neke resne namene, eni so pač niso imeli resnih namenov. Tako da zaradi tega mogoče je tudi bilo več nekih slabih ali pa negativnih zgodb, ker je ta finančni aspekt tukaj prisoten. Ampak trenutno, a ne, mislim pa, da se trenutno mislim, da je ta ekosistem dober. Bojo pa verjetno, a ne, tako kot jaz zdaj to vidim, pa spremljam, bojo dobri najdel si mesta v tujini, a ne. Recimo tako, kot jaz sem zdaj v neki tuji firmi, a ne. Slovenija pač zaradi majhnosti, pa zaradi gospodarskega okolja, v katerem smo, a ne. A veš, to, da ti neko kriptofirmo postaviš sploh v Sloveniji, mislim, se ne moreš, se ti nobena banka ne odpre računa, ne. Se pravi, ti rabiš fleksibilno gospodarsko okolje, ki ga pa Slovenija ne ponuja, zato morajo te, ki želijo se udejstvovati podjetniško v tej industriji, ne, morajo iskati izven meja Slovenije, kar je velika škoda, a ne, ker je to pač neka nova industrija in bi lahko tukaj država neko konkurenčno prednost zagotovila pred drugimi državami. Ja, zato bojo in tisti, ki lahko najdejo delo v tej industriji, si bojo verjetno najdli v tujini, ne. So pa pač redka podjetja, ne, tako kot recimo NiceHash, ki pa dela iz Slovenije, ne. Saj mislim, da zdaj tudi oni niso več mislim, poslovno, sploh ne vem, če je njihov poslovni subjekt v Sloveniji, poslujejo pa iz Slovenije, a ne, ker imajo tukaj zaposlene, recimo. super. Andrej, peva še na kratko na tvoje osebno življenje, da te še tako malo spoznamo. In sicer, malo mi povej, kje je kakšna najljubša serija, najljubša knjiga? Ja, zdaj glede serij, tako no, to res zelo malo. Jaz sem zelo malo serij gledal v zadnjih 10 letih. Mogoče, da sem tako se res posvetil, jih je bilo lih ene 5, ne, bi jih lahko na prste ene roke preštel. Ampak recimo, ko so na Netflix prišli Friendsi, sem pa sva pa s punco skoraj vse, mislim, da pogledala sezone. Tako da to mi je taka zelo, kako bi rekel, zelo mi je. Veš, ker je tako nekako,
res je fantazijsko, ne. To res ne obstaja, ne. Da tako na Manhattnu, New Yorku, neka skupina frendov, ki sploh ne veš, kva delajo, ne, pa se sam neki norca delajo skozi. Tako no, res taka za odklopiti možgane stvar in sem vedno zelo užival, ko sem to gledal. Gledal sem, ne vem, Game of Thrones, takrat pred leti, ko je bilo to aktualno. Kaj sem gledal? Dexterja, to je bilo tudi 10 let nazaj. Ja. Pol pa tako, no, jaz sem bolj za filme, moram priznati. Meni je film, veš to, da kaj eni so ful šli na to, gledam serijo in pol bingeam, a ne, tisto 10 ur, pa celo sezono naenkrat pogledam. Meni to ni nekako. Jaz imam raje film, tiste 2 urice, pol še razmišljam o tem, ne, nekaj časa in jaz sem bolj za filme. The best. Daj mi povej, ko sem te vprašal za hobije, si rekel avtomobilizem pa gaming. Kaj Ja. to pomeni? Kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da imam rad Hitre športne avte. avtomobile. The best. Da imam rad športne avtomobile, ja. In ker so tako, dostikrat se hecam, ne, da jaz v lifeu rabim zelo malo, ampak ker imam pač ta hobi, sem se pa nekako zasral in moram veliko denarja zaslužiti, ne, če se lahko v njem udejstvujem. Gaming je pa igranje iger na računalniku in PlayStationu, čeprav to je pa zdaj v zadnjem letu, bom rekel, zelo na minimumu, ker preživim večino časa za računalnikom in potem, da bi se šel sproščati na računalnik, ne gre. Daj mi povej še, sem te prosil, če mi napišeš, najljubši podjetnik si napisal za domačega Peter Florjančič, za tujega pa Toto Wolf. Ja. Peter Florjančič, žal pokojni, ampak mislim, da je živel 101 ali 102 leti, je najbolj znan slovenski izumitelj in ima noro življenjsko zgodbo. Tako da vsem priporočam, da si pogledajo dokumentarec o njemu, mislim, da je naslov Stoletje sanj. Fantastična zgodba, mislim, da bi mogel vsak poznati. To je res tako taka ful res zanimiva zgodba slovenske iznajdljivosti, bi jaz rekel. Toto Wolf je pa direktor in šefa, kako se temu reče, Formula 1 ekipe, sprav AMG Mercedes Petronas. In je v zadnjih 10 letih to najuspešnejša ekipa v Formuli 1. In ker sem jaz navdušenec nad avtomobilizmom, pač spremljam Formulo 1. In me pač navdušuje Toto Wolf kot neka osebnost tukaj, ker biti v tako zahtevnem športu na tako visokem nivoju tako dolg časa je tako, no, to nekako mi je zelo navdihujoče. Tako da tudi priporočam. Sicer o njegovih nekih vsebin ni nekaj ful veliko. Tisti, ki spremljajo to serijo Drive to Survive na Netflixu, mogoče lahko malo dobijo uvid v njegovo osebnost. Ampak ja, to, da vodiš eno tako organizacijo, je leadership, umetnost. The best. Še eno vprašanje, pa greva pa na zaključno, in sicer, če bi ti zdaj rekel, pokaži mi telefon, katere so aplikacije, ki jih najbolj uporabljaš? Kaj jaz zdaj trenutno najbolj uporabljam? Mislim, Twitter najbolj uporabljam, to sigurno, Discord, Messenger, čiste neke komunikacijske zadeve, kaj takega, finančne aplikacije. Drugače pa kot najljubšo aplikacijo, ki si me vprašal, sem dal pa Google Maps. To je pa po moje edina Google aplikacija, no ne, lažem. Na YouTube Premium sem naročen, ampak če bi bil Google Maps Premium, če bi to postal plačljiv produkt, bi se verjetno tudi naročil, ker je, ne vem, no, tako prav
To mi je najboljši app, ki ga imaš lahko na telefonu. Če bi mogel vse zbrisati, bi po moje Google Maps obdržal. The best. Andrej, pejva še na najno zaključno vprašanje in jaz zmeraj moje izjemne goste vprašam, če mi lahko podajo neke 3 zaključne nauke. Med našimi poslušalci imamo od podjetnikov do mladih študentov, tudi do predsednikov uprav, tako da no pressure. Kaj bi bili tvoji 3 nauki? Jaz se zelo nerad postavljam v vlogo nekega naukodajalca, ne. Zato sem napisal zelo take kako se temu reče, Back to basics. tako neke najosnovnejše stvari, ki se mi zdi, da je to res toliko pomembno. Se pravi, sleep well, poskrbi za svoje spanje, eat well, se pravi, prehranjuj se zdravo. Zadnja je pa malo bolj, kako bi rekel, provokativna, malo za hec, malo pa tudi za res, je pa buy Bitcoin, kot promotor te industrije. Mislim, da bi mogel vsak se seznaniti s tem, ker je, mislim, da to po internetu najbolj revolucionarna tehnologija, kar smo jo naredili. Se strinjam. Dragi poslušalci, z nami je bil Andrej Škraba, izjemen podjetnik, izkušen CMO, blockchain strokovnjak in pa, bom rekel, delilec znanja, predavatelj, ker res zelo veliko daje in pri tem nič ne zahteva. Tako da, Andrej, še enkrat hvala za tvoje izjemne poglede, izkušnje, nasvete. Jaz verjamem, da jih bojo poslušalci zelo cenili, jaz pa tudi. Tako da še enkrat najlepša hvala. Hvala tebi, Mark. Spremljajte nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.